Lep zdrav. To bojo pa naši režiserji povedali. Še meček bližje. Če se čute nevarno? Ne, pravim. Hvala lepa. Povejte, kako vi vidite ta povolilni zaplet, čemu ga pripisujete in koliko pogosto v bistvu morate vi prenašati neko odgovornost zaradi kakšnih dejanj svojih sinov? No, to je zdaj prvič v teh 4 letih na ta način in zelo preprosto. Jaz sem prišel nekako čez 20 ur ven iz pisarne, volilne pisarne, volilnega štaba, zagledal pred sosednjim lokalom Jureta in gospoda Elikana in sem šel zraven in sem rekel, Jure, pedi nazaj. Kaj je bilo, nisem slišal. Povedal mi je Elikan, kaj je bilo, povedal mi je njegov kolega. In jaz sem tudi povedal, da čas ni primeren, 11. ura, tudi povedal sem, da je nekaj popil in da ne stvar zaključijo. In tudi še enkrat pravim, jaz vsako obliko nestrpnosti, tudi verbalno obsojam, tudi sinu sem to rekel, ker je bil danes pri meni, ampak sprašujem sem tudi o kredibilnosti novinarja, ki je bil že ob 7. večer, kaj je delo ob 11. tam na privatni zabavi. In res je, da sem rekel, da nista dobrodošla, da nista vabljena, posebej tako uro in da prosim, da pustijo ta večer na miru. To je celotna zgodba. Sin je nedosegljiv, rekli ste, da ste danes z njim dobili, kakšna je njegova plat te zgodbe? Sin je svojo plat že povedal, ima pravico, da je nedosegljiv, on pa res ni javna oseba, da mora biti na razpolago in tudi zelo preprosto bom rekel, na tem področju so finance naredile toliko škode, ker so si zgodbo, ki se začela pred 6 meseci izmislili. Javno trdim so se izmislili in ne povejo, ne dokažejo. In srčno upam, da bo tudi pravna država to zadevo uredila. Če je šla prijava, sem je vesel, kajti imel bo priliko pokazati, zakaj do tega prišlo. Še enkrat pravim pa samo izjavo, ki je nisem slišal, obsojam. Kaj ste pa rekli sinu? Ste bili oštri z njim? Sinu sem rekel, ne se umakne, ali tisti večer? Ne, danes. A danes? Danes je že njemu jasno, kaj, ni bilo treba biti nič oštro, njemu to žal, in se je tudi opravičil gospodu Elikanu za strah, ki ga pretrpel. Nekateri trdijo, da so vas v nedeljo zvečer videli tudi z ministrico Kresalovo. Sploh ni treba trditi, vse je bilo dejstvo. Jaz sem, samo meni, da lepo prosim. Jaz sem dobil številne obiske tudi iz tega področja, prišel je najprej, bom rekel, minister Golobič, pa predsednik državnega zbora gospod Gantar, potem pa šla ministra Kresalova, pa minister Lukšič in ministra Kresalova povabila, da pridem še k njim, njihov štab v Asu in se šel na en kozarc. In to je vse, kar sem naredil. A ste se kaj o tem pogovarjali? Pred 22 ljudmi, o tem nisem, tudi ne vem, zakaj bi govoril. Jaz sploh nisem dojel, bom rekel, tisti večer, da je tak strah ali pa taka prestrašenost, kajti tudi ta izjava, ki sem je prebral in je dosti korektno povzeta od gospoda Urbasa, razen tega, da sem glas privzdignil, ko sem rekel, da s financem imam slabe izkušnje, on je dojel, da je tisto, kar je on pisal. Prvič, jaz menda veste, nimam računalnika. In drugič, to, kar pišejo po portalih, če mi prinesejo, preberem drugi dan. Jaz sem šel na tisto izjavo, ki jo nadel gospod Urbas, kako je laž postala vrednota in da jaz lažem. In to bom imel priliko dokazati, kje druge, ne tu. In zato pravim, dajmo pustiti po pravni državi. Tu je gospod Mihajlović, ki zdaj trdi pred vsemi vami, da se zgodbo smo delnico zmislil in nadel konstrukt. In tu se je vse skupaj začelo. In tudi urednik financ, gospod Frankl, je ocenil očitno, da je potrebno, da sam 2 dni pred volitvami oceni, zakaj me ne bo volil, kar je njegova legitimna pravica. Ampak še enkrat pravim, to je šlo na to izjavo, ne na to izjavo, kar on tisti večer pisal, ker nisem bil kaj sploh pisal. Še danes ne vem, kaj je pisal. Jaz bi vas še vprašala, ko ste vi videli sina in Elikana, ste se ona da pogovarjala? Ona se govorila, ampak jaz, ko sem videl to situacijo, enostavno nisem hotel, da ta pogovor se nadaljuje, pa nisem o čem govoriti, ker enostavno vedel sem, da je bilo razpoloženje veselo, povedal sem tudi, da je nekaj spil in nisem hotel, da pride do teh provokacij. In zelo preprosto, nekateri, ki hodite, ki ste hodili na novinarske konference, ki sem jih včasih imel redno v torkih, tudi sami veste, da sem nekajkrat rekel gospodu Elikanu, da je provokator in da v principu obrača besede. Tako da nisem niti slišal, kaj je bilo. Zraven pa ni bil njegov prijatelj, to bi pa rad povedal, ampak je bil tist, ki je vrtel muziko. Ampak vi ste najprej opravičili sina, da je tudi nekaj spil. Zakaj ste sploh stopili v to smer, če sploh niste vedeli, o čem se pogovarjajo? Iz preprostega razloga, ker sem jih videl pred svojimi vrati in nisem hotel, da se pogovarjajo. In zato pravim, da sem rekel, pedi not in je šel, se obrnil šel not. Tudi
A mi je kdo kaj očital od kolegov, od novinarjev financ vaših? Meni osebno. Da se neprimerno vedel. Ne, zato sprašujem, ker Elikan trdi, da mu ni rekel niti besede vašemu sinu. Zato sprašujem, ste se pogovarjali. Da to ne vem. Jaz sem jih videl pred lokalom. A sta govorila, sta se sam gledala. Koliko sodnih sporov imate z različnimi mediji trenutno? Glejte, jaz, kar bom rešil z mediji, ne ta trenutek, bom rešil v pravni državi, kako se spodobi in bom prepustil sodišču oziroma tistemu, ki je to namenjeno in z nobenim ne bom pač obravnaval te spore skozi medije. Je pa zelo preprosto, ni noben problem. Enkrat je vaš kolega pisal podobnosti našega holdinga pa sreče z Frisovo družino v kleti. In pač bom mogel to dokazati. Potem je bila zgodba z eno karikaturo v časniku Reporter in Finance. To so trije. Trije sodni spori. Zaenkrat tečeta po moje 2, tretji bo se stekel. Lahko jaz nekaj vprašam. Jaka Elikan je vašega sina spraševal, kaj se dogaja oziroma zakaj je polovica Elektre blokirana od strani Pišlerja. A nam lahko vi poveste, zakaj je blokirana? Nimam potrebe, tudi ne želim na to odgovarjati. Jaz sem to povedal, ko sem že enkrat javno povedal, od leta 2004 je Elektra last mojih obeh sinov in sta oba polnoletna. In imata tudi pravico, da ne odgovorite na vprašanja, ki se postavljajo. To me da spremamo. Lahko sem sekunda tam le zadnje Matejne. Obiska. To država izgleda. We heard you did a lot of good things. Say that again. Halo, ti blond. So this is Sama. Ok, kdo verjame, da se to zgodilo bližko? Ja, to so oni zastavi, mi tam gnali zdaj. Zaslište, kaj pa če je probo na ramo to dati, pa bi mogoče šlo malo vrati. Ja, povej, kam da gremo. Smo končali turističnim ogledom. Po moje sem to pripravil, ne? A se ni zdelo režirano akcijo, ne? Vsi vzhodnjaki so poceni. Vi ste zelo prijazna gospa, ne? A ste, kam spadate, na katero stvarno oblje? Nimam jaz tiskovne konference, Mogoče Tudi se mi zdi, da tiskovna konferenca, ko je, da tiskaj sprašuje, ne posluša biti zabaven, pa žaljiv. In zame je to žaljivo. Sploh ne vem, kje so prišli, vi veste, kje so bili. Se pravičam, zdaj pa jaz vas sprašujem. Ne veste, kje so bili. Hvala. Ja, mogoče samo še to, zdaj ne vem, kolikrat vas lahko recimo otroci spravijo težave, kaj lahko to pomeni za politika, recimo to domnevno neprimerno vedenje otrok, rekli ste, ni javna osebnost, ampak kljub temu pa očitno vam lahko povzroča neke težave. Torej, jaz bom še enkrat rekel, da imam 2 sinova in vedno bom stal v strani obema sinovama, brez dvoma, v vsakem primeru. In tudi tokrat, pri čemer pa bom tudi jasno povedal, kada so kakšna dejanja, ki niso primerna in to dejanje ni bilo primerno. In jaz sem še enkrat povedal, da tudi jaz se v imenu sinov upravičujem ali pa v imenu sina, da ne bom rekel zdaj obeh, ker bom drugega užalil, da imam vnuka pa vnukinjo in tudi njim ostal v strani, tudi mami ostal v strani. In se mi zdi, da nihče od nas si ne zbira, kako ne bi bili starši ali pa otroci vzgojeni, ali pa pač lahko je falil vzgoj, ne trdim, da se je falil, da imam se zdaj rekel obrnil, da sem pač napačno otroka vzgajal, ampak kad bi vas tudi vprašal, ali se vam nikoli ne zgodi, da ne bi vi imeli kakšen incident s kom v kakšnem kavarniškem pogovoru. Ker zame je bil to klasičen kavarniški pogovor. Jaz sem sina, ker ga poznam v cenu, da je nekaj spil, sem tudi povedal, za njegovega tistega, ki ga srečal na vrati, da nam zdaj rekel kaj drugega, pa ne vem, ga ne znam oceniti, ali je bil, ali kaj spil, ali ni spil. Je pa zelo zanimivo, da sem ga srečal, potem še tudi predasem, pol ure kasneje, kaj je bil tam, tako da očitno ni bil tako preplašen, kot se počne narediti. Na vsak način je dejanje nespodobno
in nima nihče pravice, ne, tudi moj sin, ne, da nekomu pač grozi, ne, tudi če je rekel, ne, pravim, nisem pa slišal, kaj je rekel, ker nisem bil zraven. Gospod Janković, a pravite pa, da ste sinu svetovali, da ne ga pokliče in se mu upraviči in da je to tudi storil? Ne, jaz sem zelo preprosto povedal sinu, ne, da se upraviči, ne da ga pokliče, to ste vi povedal in se upraviči javno. Ampak se je že sploh upravičil. Mi zaenkrat od medijev, a ne stavijo, ampak pred mediji pa ni hotel vstopiti, da bi se javno upravičil. Glede na to, da se to zgodilo tukaj tudi na takšnem javnem. Se upravičujem, ne, zgodilo se je na vhodu v lokal, zgodilo se je na pločniku in ne vem, zakaj bi mogla biti zdaj upravičilo, ne, bom rekel pred mediji ali pa ne. Če bi mene vprašal, bi rekel, pejdi pred medije, pa se upraviči, ampak iz izkušenj, ki jih ima, ne, z določenim medijem očitno noče. In jaz ne vem, v čem je problem, kaj mora biti upravičilo, ne velja pisno, mora biti ustno. Gospod Delikan se bo pocena, ga bo sprejel, ga ne sprejel. Njegova pravica je. Jaz si posebno želim, da se postopek nadaljuje, da bo pač imel pravico povedati, zakaj do tega prišlo. To je pa moja želja, ampak prepuščam jim, da rešijo. Vprašal bi tole zlorabo, ki je delal recimo gospod Mihajlović, ne vam pa vam pojasnim, ker nima danes novinske konference. Ne? To pa mirno povem. Kakšno zlorabo? Z poslušanjem telefonov, s klicanjem, ne, in tako naprej. Moja naloga je, da si posnamem posnetek, da ne pišem narobe. Nekateri od novinarskih kolegov so posnetek slišali. Vaša naloga je, da posnetek, da poveste, ne, da poveste, in sami vedo, kako je bil posnetek povzet. Vaša naloga je, da posnet, da unem, ko se Vaša izjava je, lahko jaz vas nekaj vprašam? Lepo prosim. Še enkrat, po mojem vedenju, ko nekoga snemate, ga morate obvestiti. Je res ali ni res? Če čem objaviti posnetek. A lahko nekaj vprašam? Ja, v zadnjem stavku. Strinjam se, da zadevo v najkrajšem času prevzamejo in preučijo pristojne institucije. Zakaj se vam je zdelo potrebno, da se vi strinjate s tem, da pristojne institucije to preučijo? Kot župan mestne občine Ljubljana zagovarjam strpnost in zagovarjam pravno državo in popolnoma soglašam, da pristojne institucije ta incident uredijo, rešijo. Popolnoma v skladu z zakonodajo. In če bi me vprašali, za katerekoli bi enako rekel, ne samo za mojega sina. Enako bi povedal tudi za vas. Ali policija rabi vaše soglasje? Ne, se opravičujem. Jaz nisem rekel, da dajem soglasje policiji. Ampak da soglašam, da strinjam se s tem, da se ta incident reši v pravni državi na pravni način. Brez mojega soglasja, ampak to je moje mnenje. Prišli ste vprašati moje mnenje. Jaz ne dajem soglasje nobenemu. Najlepša hvala. Prosim.